hvala vam za vabilo, da ste me povabili v to vaše lepo druženje. Malo vam bom povedal na tej temi, lepo je bila omenjena moja doktorska tema. Naj še omenim, da predhodno vam je predavala profesor Zupanova, ki je bila somentorica pri tej nalogi, tako da v bistvu smo že vrsto let sodelovali. Je pa to raziskava, ki se je začela že leta 2014, smo jo zastavili, izvajala se je potem v letih 16 pa 17, tako da v bistvu gre tle že za vrsto leta enega dela, ki ga delamo na področju diagnostike sklepne bolezni pri hemofiliji. Danes sem bil zaprošen, da povem nekaj o problemu mikrokrvavitev. Pa zato, da pridemo do mikrokrvavitev, vseeno moram narediti tudi nekaj malo uvoda, da bo vsa stvar imela večji smisel. Tako da bi prosil, kar da gremo tako naprej. Hemofilično artropatijo zdaj že vsi poznate. Veste, da je to bolezen okvare sklepov, ki se pojavlja pri hemofilikih in sicer večinoma, večinoma samo pri bolnikih s hudo obliko hemofilije, to pomeni pri bolnikih, ki imajo aktivnost faktorja manj kot 1%, zato se trudimo zdraviti, da je višja. Nastane zaradi ponavljajočih krvavitev v sklepe. Kaj se zgodi? Ta kri v sklepu, katera pride ob vsaki krvavitvi, neposredno poškoduje sklepni hrustanec, povzroči tudi vnetje in posledično zadebelitev v sinovi, to je ena taka ovojnica, ki sklep oddaja. Nato se pojavi še reaktivno vnetje v kosti in okoljnih tkivih. Najpogosteje te krvavitve prizadenejo velike sklepe, to so gležnji, komolci in kolena. V tem vrstnem redu so tudi drugi sklepi prizadeti, ampak te so najpogosteje. Lahko gremo kar naprej. Kadar se te ponavljajoče krvavitve še nadaljujejo, se tudi bolezen stopnjuje. Pojavlja se stalna bolečina v sklepih, okorelost sklepov, funkcija se zmanjša. Tale sklepna ovojnica, ki se najprej zadebeli, potem zapraskotini, hrustanec postopoma vse bolj in bolj propada, pojavlja se tudi propadanje kostnine in nastanejo taki veliki robni kostni izrasti, ki se jim reče osteofiti in v končni fazi, zaradi tega, ker v sklepu več ni hrustanca, ki omogoča gladko gibanje, kost je neravna, so izrasti ven in sklep postane negibljiv. In to je ta končna faza, ki jo pač v bistvu želimo preprečiti, ker je tako huda. Poleg same funkcionalne oviranosti, ki jo negibljiv sklep predstavlja, pa imajo bolniki tudi večje tveganje za zlome, in sicer zaradi zmanjšanja mineralne kostne gostote, ki se pojavi zaradi kroničnega vnetja, manjše telesne dejavnosti, ki je povezana z funkcionalnostjo in seveda posledično tudi manjše obremenitve teh sklepov in kosti. Torej, glede na vse navedeno in glede na vaše izkušnje in izkušnje pač starejših kolegov, ki jih poznate, veste, da je to huda bolezen, ki jo želimo preprečiti in zato tudi zdravimo z nadomeščanjem faktorja. Lahko gremo kar naprej. Zdaj pa, kako se ta bolezen sploh razvija in kako jo spremljamo. Standardno sledenje bolnikov s hudo hemofilijo je predvsem klinično in anamnestično. Kaj te besede v bistvu pomenijo? Pomenijo, da imate vi vašega izbranega zdravnika oziroma hematologa, ki vsako leto oziroma na določen časovni interval vaše stanje spremlja. Vi poročate, kakšne težave imate, to je ta anamnestičen vidik, in pa vidik zdravnika, ki vas pregleda in oceni, kakšno je stanje vaših sklepov. To se lahko po enih točnih določenih protokolih, točkovnikih ocenjuje, medtem, ko samo slikovno spremljanje, to pomeni z radiološkimi metodami, v bistvu ni uveljavljeno. Tudi vi veste po vaših izkušnjah, da v bistvu skozi vaše življenje niste redno hodili na neka radiološka slikanja, da bi se te sklepe ocenjevali. Naj povem, da to ni neka posebnost, ker se to nikjer po svetu ne dogaja, bom pa povedal zakaj. Zlati standard, torej najboljša metoda, ki omogoča, res edina metoda, ki omogoča dobro in natančno oceno zgodnjih sprememb pri hemofilični artropatiji, je magnetno-resonančno slikanje. Za magnetno-resonančno slikanje pa tisti, ki ste ga že kdaj imeli, veste, da ta stvar zelo dolgo traje, posledično je prisotna tudi visoka cena. Na vse zadnje je tudi dostopnost teh preiskav relativno majhna. Recimo vsaka bolnišnica v Sloveniji ima mogoče po eno napravo, edino v kliničnem centru jih je več, celo vrsto drugih bolezni pa tudi najboljše prikažemo s tem slikanjem, tako da do magnetne resonance preiskave ni tako enostavno priti. Pri otrocih recimo je tudi potrebno, ker dolgo traja, morajo mirovati in jih je potrebno anestezirati,
kar pridonaša še dodatno tveganje, tako da se tudi pri otrocih to v bistvu redno ne izvaja. In zaradi vsega tega, to slikanje nikjer se ni redno izvajalo, kot sem že omenil, tudi v najbogatejših državah, v Skandinaviji, Ameriki, nikjer redno bolnikov ne sledijo z magnetno resonanco. Kar smo pa mi pred leti delali, v bistvu z mojo doktorsko dizertacijo, smo ugotavljali, če se da s ultrazvokom ugotoviti spremembe pri hemofilični artropatiji v zadostni meri, da bi nam podale vse dokaj primerljive informacije o primerjavi z magnetnom resonančnim slikanjem, in to smo v bistvu uspeli potrditi. Zakaj pa je zdaj to slikovno spremljanje sploh tako pomembno, vam bom pa na naslednji prosojnici pokazal. Okay. Tle pa pridemo zdaj do teh mikrokrvavitev. Namreč v raziskavah se je ugotovilo, da so imeli bolniki, ki imajo hemofilijo, kronične okvare sklepa, tudi pri sklepih, pri katerih nikoli ni bilo klinično znanih krvavitev. To pomeni raziskave, da so slikali bolnike, ki so rekli, jaz pa s tem sklepom nikoli nisem imel težav, nobene krvavitve nisem opazil, zdravnik pri nobenem pregledu ni opazil, da bi bilo s tem sklepom karkoli narobe, ko so pa določeno število teh sklepov poslikali, se je pa ugotovili, da sklepi so okvarjeni in da imajo značilne okvare, ki se pojavijo, kadar je kri v sklepu. To pomeni, to niso bile okvare zaradi starosti ali pa poškodb, ampak prav značilne specifične okvare, ki so vezane na kri. In to je v bistvu tak posreden dokaz, da očitno se dogajajo neke manjše stvari, ki jih ne zaznamo, in da se sklep okvari. Drug pomemben faktor je pa to, da so lahko te spremembe v bistvu v sklepu že močno izražene, preden jih mi zaznamo. V bistvu večkrat je meni tudi dr. Pompej, ki veliko vas pove, me je prav klical pa sprašval, če kaj veš, če je mogoče tudi kaj na živčnem nivoju se dogaja s hemofilijo, ker da se hemofiliki strašno malo pritožujete nad bolečinami, da drugi ljudje z enako okvarjenimi sklepi čutijo 100-krat hujše bolečine. In mogoče je tudi to povezano s tem, da te spremembe vsem tudi strani samega bolnika niso tako zgodaj zaznane, kot pri drugih boleznih, rečimo. Zdaj nas pa zanima, kaj ste odgovorili. Da ne vem. Sem tudi šel iskati literaturo, pač na tej stopnji ni bilo veliko narejenega. Jaz pa sem jih nekje prebral, zdaj govorite, zakaj se hemofiliki manj pritožujejo. To je glavna trditev, da zaradi krvavitev so živci, nič ne. Imamo bolj manjši občutek za bolečino, ker so tisti živci. To je ideja. Ne vem pa, če je prav dokazano. No? Tega še nismo našli. No? Ja, to bi... Ja, sam bi težko rekel, da je to pa 20-letnik. To bo 60-letnik že, ko dojemamo. 20 let star pa verjetno ne. Ja, tako da to se zaenkrat v bistvu še ne vem, ampak ja, tako se nekaj domneva. Ok, lahko gremo naprej. V redu, in to enake razloge, ki sem jih tukaj navedel, smo se tudi mi sprašvali, kaj zdaj na temo, in smo se v tej naši raziskavi v bistvu odločili tudi te podatke preveriti. V tej raziskavi je tudi nekaj izmed vas sodelovali, in sicer smo takrat pregledali 30 bolnikov s hudo obliko hemofilije. Izbrali smo populacijo, ki je imela relativno manj prizadete sklepe, to pomeni mlajše od 50 let takrat, in smo pri vseh 30 poslikali oba gležnja, obe koleni in oba komolca z magnetno resonanco in z ultrazvokom. Pregledali smo 168 sklepov in kot zanimivost 44 sklepov, pri katerih sami bolniki niste poročali, da bi imeli kadarkoli težavo v sklepu, pri 44 od teh sklepov so pri magnetni resonanci bile spremembe značilne za hemofilično artropatijo. 45 je bilo takih sklepov, k zdravnici, ki sta tudi opravili pregled, nista zaznali znake bolezni, pa so se pri magnetni resonanci pokazali. In še ena zelo taka, kar presenetljiva najdba je bila pa, da maksimalna ocena prizadetega sklepa pri magnetni resonanci, to pomeni, ko mi poslikamo z magnetom, damo ene številke, obstaja številčna lestvica in ocenimo poškodbo sklepa od 0 do 18. In najvišja ocena pri sklepu, za katerega človek sam mislil, da ni nobenih težav, je bila 13. To je zelo visoko. To vidite, da je v bistvu že huda bolezen, v bistvu je bila čist sama pri sebi nerazpoznana. Za primerjavo pa z ultrazvokom, izkazalo se je, da ultrazvok tudi ni popoln, je pa veliko boljši. Bilo je samo 6 sklepov, pri katerih smo pri ultrazvoku menili, da ni znakov bolezni,
na magnetni resonanci se je pa skazalo, da sklep vendarle že ima znake začetne bolezni in še bistvena razlika tukaj. Maksimalna ocena tega sklepa je bila pa samo 3. To pomeni, da je šlo tudi v teh primerih, ki je bila z ultrazvokom bolezen ni bila zaznana, je šlo zelo za začetno stopnjo hemofilične artropatije. Ok, gremo naprej. Potem sem vam pa hotel pokazati primer, a se da mogoče ugasniti lučko, da bi bolj sliko videli. Ok, to je primer, kako sploh na magnetni resonanci izgleda sklep. Tole je kolenski sklep, sagitalni rez, to pomeni stranski rez, če si predstavljate takole. Gležen, pardon. Takole gležen izgleda. To je zgornji del, to je pač skočnica, to je petnica, to je gornja kost v nogi. In tukaj je zgornji skočni sklep, pa spodnji skočni sklep. Ta dva sklepa predstavljata gleženski sklep. Tole je zdrav sklep. Če si pogledate kost, tole so robovi kosti, so lepo ravni. Tale črna plast je zelo lepa ravna, nad njo je pač tanka plast gladkega hrustanca, bolj svetla snov in tudi na tem spodnjem sklepu ni nobenih težav. Če primerjamo to z okvarjenim sklepom na tele strani, vidite, kako recimo v sami kosti se pojavijo take ene bele luknje noter. To so subkondralne ciste in v bistvu to so področja, ki ni kostnine. Tukaj je kostnina uničena. In vidite, koliko je recimo pri tem sklepu kost poškodovana. Tudi na tej drugi sliki tega poškodovanega sklepa, recimo, če pogledate dobro kostnino, tale kost ni ravna. Pogledajte, kako mora biti kost gladka, tukaj vidite, da je kost nazobčena. Robovi, to so taki kostni izrastki. Enako v kosti noter so luknje. Zdaj, na teh slikah se mehka tkiva slabše ocenjujejo, ker bi mogli druge kazati, ampak tole zadaj, recimo so tale mehka tkiva, če vidite tukaj tole tetiva, medtem ko tukaj pač teh zadebeljenih mehkih tkiv ni. Tako da tudi sinovija je tukaj močno zadebeljena. Skratka, tudi nekomu, ki prvič te slike vidi, evidentno vidite, da so razlike med temi sklepi. In tako izgleda pri magnetni resonanci, pa če gremo naprej, bomo pogledali še primer ultrazvočnih slik, ko spet gledamo gleženski sklep, je pa tukaj mogoče stvar malo teže predstavljiva, pa primerjamo zdrav sklep na levi strani, pa okvarjen sklep na desni. Tukaj damo sondo takole spredaj direkt na sklep in to predstavlja v bistvu kost iz noge, goleni, tole je pa iz gležnja. In tukaj vidite, kako je kostnina gladka na obeh straneh. Recimo na tele strani vidimo dve bistveni razliki, tukaj vmes vidite kar eno belo črtico, to je tak en robni kostni izrastek, osteofit, tako izgleda. Tale kostnina tudi ni čisto ravna, tudi hrustanc, zdaj to je že bolj težko videti, ampak tale hrustanc tudi nima tako ostre meje, kot če si tega pogledate, hrustanec je ta črna plast. Vidite, kako je tukaj lepo očrtana z obeh strani, povsod enakomerna gladka. Tukaj z te strani ne vidimo dobro, ni čisto enakomerna, kost je tukaj tudi nazobčena. Skratka, to so spremembe, ki kažejo na bolezen sklepa. Tudi tale mehka tkiva nad kostjo v sklepu so zadebeljena, bolj bela v primerjavi s tem, kot bi morali biti na zdravi strani. Mogoče bolj nazorno kažete te dve spodnji sliki, ki kažete pa v bistvu, kako je sklepni hrustanec v zgornjem skočnem sklepu ohranjen. In tukaj, ker je kost širša od te naših sond, ki so zelo majhne, je to v bistvu, kot da bi bila povezana cela kost. In vidite, takole bi mogla biti kost lepo ravna, tole črno gor je pa sklepni hrustanec. Takole izgleda normalno, pri zdravi skočni kosti, medtem ko takole izgleda pa ena okvarjena kost. Vidite, tale kost prekinjena, tukaj so tiste luknje, ki smo jih prej na magnetu gledali, in sklepni hrustanec ni raven, nekje bolj debel, nekje bolj tanek, pa mestoma tudi bolj bel, kot bi mogel biti, ker tudi kaže, da je izgubil vodo, ni več zdrav, kot bi mogel biti. No. Tako da tudi iz ultrazvoka se v bistvu da spremembe videti tako kot na magnetu. Je pa tako, kot sem rekel, ultrazvok ni popoln, glavna pomanjkljivost ultrazvoka je v tem, da mi vidimo samo robne predele sklepov. Mimo kosti ultrazvok ne vidi, tako da mi lahko ocenjujemo samo en majhen delček sklepa, kjer obstaja luknja med kostmi, če si predstavljate kosti sta tako, mi damo sondo vmes in sem, kakor vidiš pod kotom do roba, to se da oceniti. Ampak na srečo, pri hemofilikih, kadar pride do bolezni,
se kri porazdeli po celem sklepu in je ponavadi bolezen po celem sklepu okvar hrustanc in zato se tudi na robnih delih da to dobro oceniti. Kar je recimo za razliko od večino poškodb hrustancev, ki se zgodijo pa na najbolj nosilnih delih hrustanca, ki so pa ponavadi sredi sklepa. In tam z ultrazvokom nič ne moramo videti, ker se pač spremembe dogajajo na sredini sklepa, ki je z ultrazvokom ne moramo prodreti in so tam potrebna nujno druga slikanja. In zato, ker se v preteklosti pri poškodbah hrustancev nikoli ni gledali z ultrazvokom, jih tudi v hemofiliji najprej niso, ker so rekli, ultrazvok toliko ni dober za poškodbo hrustanca. Ker pa se je tukaj ugotovili, da je pač hrustanc približno povsod poškodovan, se tudi tukaj v bistvu da ultrazvok uporabiti. Ok, pa lahko gremo naprej. Ok, pomembno vprašanje, ki so rekli, da moram povedati, katerim bolnikom se torej priporoča ultrazvok. Zdaj, da bi najboljše izkoristili to moč ultrazvoka, seveda gre za bolnike s hudo obliko hemofilije, največ pa mi lahko pripomoremo pri odkrivanju začetnih sprememb, to pomeni klinično nezaznane spremembe oziroma napredovanje začetnih sprememb. Ker kadarkoli so spremembe že v veliki meri izražene, na ultrazvoku že pridejo v to stopnjo, ki jih mi rečemo, da so zelo hude in jih ne moramo pol več kasneje ovrednotiti. Tako da pri ultrazvoku je najlažje ocenjujemo takrat, ko je sklep zdrav, pa če je minimalno poškodovan, pa minimalno bolj poškodovan, kadar pa enkrat bolezen že postane precej izražena, je zelo težko ocenjevati, če se je dodatno še kaj poslabšalo. Recimo pri hudih bolezni se z rentgenom, ki je tudi že kost poškodovana, da boljše slediti, koliko bolezen napreduje. Tako da ultrazvok ima tle vlogo predvsem pri začetnih spremembah oziroma tam, kar mislimo, da jih ni. Zaenkrat, kdaj bi se splačali, točno še ne vemo. Mi delamo raziskave pri otrocih, zaenkrat v bistvu vse otroke mlajše od 18 let vsako leto sledimo, pa ugotavljamo, če so kakšne spremembe. Večinoma jih niti ne zaznamo, tako da v bistvu ne vemo, če je eno leto prekratko obdobje, mogoče se bo kasneje izkazalo, da bi na 2 leti mogli to delati. To se še ne ve, ker vendarle ste videli to metodo v bistvu 5 let uporabljamo, težko je še reči dolgoročno, kaj je najboljše. Drugo vprašanje, ki je pa ultrazvok tudi ima veliko vrednost, pa tudi z dr. Zupanom si velikrat pri tem vprašanju pomagamo, je pri vprašanju akutne krvavitve pri sklepih, ki pa so že močno okvarjeni. Vi veste, velikrat v sklep boli. Lahko se nekaj na novo pojavi, bolečina se intenzivira, mogoče ni oteklina toliko veliko izražena, malo tudi lahko je, in takrat najprej človek, ki pa celo življenje navajen, da ima krvavitve, pomisli, joj, spet sem zakrvavel. Ampak ni vedno tako, ker se lahko pač zaradi teh kroničnih sprememb, ker hrustanca več ni in kost drgne ob kost, se lahko pojavi tudi ene druge vrste vnetje lokalno, ki povzroča bolečino. In takrat se da s ultrazvokom zelo dobro ločiti, ali gre za to bolečino zaradi kroničnih sprememb, ali gre za dodatno akutno krvavitev v sklepu, kar je pa pomemben, ker če je prišlo do krvavitve, rabite dodaten faktor. Če pa ni prišlo do krvavitve, rabite pa nekaj proti bolečini, oziroma nekaj, da pomiri vnetje. Tako da ta vidik je pa tudi ključen, pa v bistvu nima zveze z mikrokrvavitvami. Kaj pa se nabira, recimo, če ni krvavitev, pa da prihaja do oteklin v sklepih, artopatskih recimo? Zdaj, če je prav oteklina, verjetno mehka tkiva zatečejo. No? Druga mehka tkiva, brez da bi prav kri noter zakrvavela. Vnetne celice prodrejo tam, ker se pač nekaj dogaja, neko draženje in pol ta tkiva zatečejo. Ni pa prav krvavitve. No? Neka voda ali kako? Pa vsako vnetje tudi voda vleče v tisti del, kjerkoli, ne vem, če vas pič nekaj, bo tudi takoj zatekli, ker tako smo narejeni, da vsaka vnetna reakcija pride tudi veliko tekočine v tisti prostor. Na sveža krvavitev se to lahko zunaj nekaj zadnja leta kome ugotavlja, ker pred 20 leti je včasih bilo zanimivo, a imaš krvavitev ali ne, pa niso vedeli povedati, kako bi dokazali, da imaš krvavitev, da so rekli, se še počakal, en dan bo te. Ja, zdaj včasih ni bilo to ultrazvoka. Ja, ultrazvok je bil včasih dražji, manj dostopen, tudi ni se toliko uporabljal pri teh kostnih stvarih. Načeloma zdaj akutno krvavitev, svežo krvavitev z ultrazvokom lahko diagnosticiramo. Sklepe potrebuje vsak posod. Ja. Pač problem recimo je v glavi, ker kosti ne vidimo. Ampak drugače pa skoraj da posod lahko krvavitev dobro diagnosticiramo.
Še kaj, kar smo jih prvi? Ok, pa lahko gremo naprej, se smo že počas proti koncu. Ok, potem pa se je porajalo še vprašanje, kako je pa zdaj, ko vemo, da imajo hudi bolniki s hudo hemofilijo, ki nimajo simptomov, da se jim pojavljajo sklepne spremembe. Nas je zanimalo tudi, kako je pri drugih, ki imajo več faktorja, to bi pri srednji hudi obliki, lahki obliki prenašalka, v bistvu še ne vemo. Jasno je, vse literatura navaja, da toliko težav nimajo, ker obolevajo redko, ampak tudi te stvari pač bomo v prihodnosti pregledali, tako da se bo enkrat ugotovili, če mogoče je tudi pri teh drugih populacijah smotrno kakšne obdobne preglede delati, mogoče ob starejši starosti, mogoče na višji časovni interval. Skratka, ta metoda je odprla neka nova vprašanja, na katere bomo v prihodnosti poskušali odgovoriti. Tudi za druge bolezni motnje preživljanja, ker v bistvu lahko podobne stvari preverimo. Ok, lahko naprej. Pa da še povzamem nekaj zaključnih misli. Torej, mikrokrvavitve, ki so bila glavna tema mojega govora, v bistvu imamo posredne dokaze, ki govorijo za to, da mikrokrvavitve obstajajo in poškodujejo sklep. Samih mikrokrvavitev tudi mi ne moramo poslikati, ker to se dogaja na nekem mini nivoju, ker takrat, ko se zgodijo, tudi vi ne veste, ne pridete tisti hip, tako da v bistvu neke študije, ki bi prav kazala, da mikrokrvavitve so tisti hip prisotne, niti ni. Ampak vsi dokazi, ki jih pa imamo, ki sem jih tudi predstavil, govorijo za to, da se mikrokrvavitve vendarle dogajajo in okvarjajo sklep in povzročajo okvaro sklepa na dolgi rok. Lahko jaz se samo vključim, ker smo prej, razpravljali tudi na ta način. In v bistvu iz teh študij, kar sem jaz pač pogledala, potem, ko smo si tudi zmenjala te članke, je jasno, da če ti gledaš mlade ljudi, pa je hemofilik in je v bistvu ista starost ne hemofilik in je bilo jasno dokazano v bistvu te poškodbe, okvare frustanca, sinovija in tako naprej, bistveno več pri hemofiliku kot pri pridruženem sovrstniku. Potem smo pa prišli na skupino, naprimer vrhunskih športnikov, ki so isto ti hemofiliki. Ker jaz v bistvu sem prepričana, da mikrokrvavitve nastajajo tudi pri zdravi populaciji, kar v bistvu tudi najdeš v teh člankih. In zdaj nekdo, ki je pač bistveno bolj aktiven, pa bi gledal potem 20-letnega hemofilika, pa 20-letnega vrhunskega športnika. Kaj bi v bistvu našel potem na teh sklepih? Bi bilo verjetno malo drugače z rezultati, kot pač pri ostali zdravi populaciji, ki ni tako zelo aktivna. Ja, je pa vprašanje, kakšen tip poškodbi ve. Pač to bi bilo sigurno vredno raziskati. Lahko tukaj je še samo glasno. Jaz sem gledal v eni študiji, ker bi tudi vrhunski športniki zelo vprašanje na spletu, če nekje postavljamo, zakaj tako mladih vrhunskih športnikov v slovenski populaciji zelo hitro postane invalidov. Najbolj fejst, obravne sklepe in to. Jaz se je zelo tudi ugotovil, da prehrana že v mladih letih je zelo revna. Toda kombinacija prehrane, statične obremenitve, ki je višja kot pri normalnem delovanju, in potem tudi rehabilitacija, to se pravi hemofilik, če ga nekaj krvitev ima, on se zna ustaviti. Športnik, malo da boli, on gre še vedno naprej, ker so treningi tako usmerjeni. In tukaj jaz mislim, da je tudi tisto, ko se na začetku podal, zakaj nekoga. Recimo, jaz vidim pacijente, ki je meni količino koliko. Tukaj še vedno nekdo malo čuti ga boli, so statične obremenitve pri nehemofiliku in on še vedno potem obremenjuje. To se reče, vidi se dobro na slikah. Je bolj centralno, nekaj preširjeno in vidi ta centralizacija zna biti bolj boleča, kot pa če se celotna površina z nekimi faktorji počasi gleda umrtviči. Če imamo mi večkrat vnetja, to delajo tudi poskuse z vpiki čebel pri reumatikih, če večkrat mi povzročamo te vnetne faktorje, bolečina se zmanjša, to so že dokazali.
Mogoče tle, če te kombinacije malo pogledati. Ja, sigurno je tle zanimivo področje. Tudi vprašanje je zdaj za športnike, kaj vse, kakšne preparate še zraven. Kakšno omako, da je Tukaj Dončić se je bahal, da je kot mali otrok ogromno polica name pojedal. Tako da mori, da nekaj To je reklama za pertnino tuj. je zelo najprej. Ja, zanimivo. No, vse bomo še videli, kaj se bo vse izkazalo. No. Ampak jaz mislim, da iz tega, kar smo mi ugotovili, da vse te mikrokrvavitve, moramo biti pozorni na njih. Zdaj pa vedeti je pa treba to, mogoče nisem podaril, ne sledijo pri se prosaka. Mi smo našli tudi cel kup sklepov, ki ni bilo težav in tudi pri magnetu so bili čist zdravi. Tako da ne zdaj misli, da vsak sklep, v katerem mislite, da je zdrav, da so zdravi. Ja, naprimer, če gledaš gležnje, kot so najbolj nosilni sklepi v telesu, ne? Ja. Se pravi, zdaj, če bi nam pokazal te rezultate samo za gležnje, ne, naprimer. A so gležnji bili pa vsi prizadeti ali? Niso bili čist vsi, ampak gležen, da je bil čist zdrav gležen, jih je bilo mogoče peščico za eno roko prstno. Gležni so na masa, tudi je pomembno, če na enem sklepe imaš več mišična masa, je nekaj manjša. Se ni roki, ima dobre arome, ovolce, gležna pa ne, oziroma malo, manj. Ja, nimamo še vseh odgovorov. Vse tudi pri hemofiliji že zdavno je bil ta tarčni sklep. Zakaj sem eden? Je tudi v bistvu eno tako vprašanje, zakaj. Pa ni bila to desen komod za desničarje. Tako da žal nimamo še vseh vprašanj, ampak se pa zdravniki trudimo, pa vi nam pomagate, pa probamo z leti vse več in več informacij vedeti. Ampak se vi še veliko bolj veste, kaj jaz, ampak jaz zmeri to sem toliko vesel, ker hemofilija je ena taka stvar, ki medicina res lahko pokaže, da je nekaj naredila. No. Tako da boljšega primera od tega skoraj da ni. Recimo zdaj, ko imamo taka debata o medicini pa cepljenju, mislim, da hemofilija lahko jasno pokaže, da se nekaj da narediti in da je življenje lahko pol boljše. Pa da ne bom zašel preveč. Skratka, to sem še hotel povedati, ker je mogoče včasih pomembno. Zakaj je pol vseeno to slikanje pa ugotovitev, da imamo bolezen, čeprav se je mogoče toliko ne zavedamo pomembno, zaradi tega, ker nam to nekaj pove, da mogoče tisti trenutek tudi zaščita ni bila optimalna, ampak to ne pomeni samo vedno, da profilaksa ni optimalna, gre tudi, malo je tudi na vaši strani lahko. Včasih se zgodi pri komu, da kar se dobro počuti, pa misli, da nima znakov, pa da lahko začne biti manj bolj površen. Zdaj pa poslušaj ta odgovor. Kako temu rečemo? Nisem tukaj. Ampak ja, tako da, to je tudi en tak opomnik, da če se nekaj priporoča, pa se priporoča na podlagi študij, pa nekega velikega truda poznanja, se splača temu zaupati, ker celokupno lahko pogledate, kako je bilo s hemofilijo 100 let nazaj, pa zdaj pa vidite, da je to zaupanje. No, ali pa že to, ampak 100 pa sploh tragično. Ja, je to zaupanje vredno nekih rezultatov. Ok, pa sem pa zaključil, tako da bi se vam zahvalil za vabilo še enkrat, pa če še kaj zanima, kar izvolite.